pozdrav tudi v mojem imenu. Namesto nujnih sistemskih rešitev v zdravstvu oziroma v zdravstveni blagajni, na katere v Slovenski ljudski stranki opozarjamo že dlje časa, je vlada poslala v Državni zbor novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, za katero se pričakuje, da jo bomo poslanci sprejeli po nujnem postopku, tako rekoč čez noč. Predvsem pa smo poslanci Slovenske ljudske stranke proti nujnemu postopku za tak zakon zaradi številnih vsebinskih razlogov. Nujni postopek je torej nedopusten, ker gre za izjemno občutljivo problematiko. Zdravje in življenje človeka sta najvišji vrednoti na lestvici univerzalnih in osebnostnih vrednot. Problematika, ki posega v človekovo zdravje in življenje, bi si zaslužila, da jo v Državnem zboru obravnavamo po rednem postopku. Zakon nima poslovniških pogojev za nujni postopek tudi zato, ker se posega v bistvo zakona, v pravice zavarovancev in v višino prispevka, na podlagi katerega se pravice priznajo. Skozi ta zakon se še enkrat jasno kaže način dela te vlade. Kako brez misli na posledice na drugih področjih čim hitreje in čim bolj napolniti blagajno, predvsem na račun tistih, ki nimajo za seboj močnih lobijev oziroma močnega kapitalskega ozadja, da bi bili sposobni vplivati na svoj položaj. Mladi, brezposelni, mlade družine. Predvsem pa kaže na nemoč ministra za zdravje, da bi prisluhnil dolgoletnim pričakovanjem stroke in bolnikov, da končno vzpostavimo sistem, ki bo tudi v prihodnje zagotavljal dostopnost in kakovost zdravstvu brez zmanjšanja pravic zavarovancev. Gre za krivičen zakon, ki jemlje pravice, na primer bolnim otrokom in staršem, ogroža prihodnost mladih in dodatno obremenjuje brezposelne, ki si sami plačujejo zavarovanje. Zakon zaradi nedodelanih rešitev, ki ne rešujejo dolgoletnih problemov v zdravstvu, lahko povzroči ogromno škodo podjetnikom in vsem drugim kategorijam zavarovancev, ki bodo morali plačevati dodatne ali večje prispevke brez povečanja pravic. Predlagani zakon lahko dolgoročno vpliva na dodatno zmanjšanje prelivov, namesto da bi dosegel namen, zaradi katerega je v bistvu ga vlada vložila v postopek, to je povečanje prelivov v zdravstveno blagajno. Zato smo v poslanski skupini Slovenske ljudske stranke vložili dopolnitve in popravke k členom, s katerimi predlagamo rešitve za najbolj sporne določbe in za večjo pravičnost predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prvič, predlagamo črtanje določbe, po kateri naj bi občine po novem plačevale zdravstveno zavarovanje za tujce, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno bivališče in izpolnjujejo pogoje za socialno pomoč. Zdi se nam namreč nesprejemljivo, da se s tako imenovanim interventnim zakonom po nujnem postopku prenaša breme zavarovanja tujcev na občine, saj to nikakor ni pristojnost lokalnih skupnosti, ampak so pravice in urejanje statusa tujcev predvsem pristojnost države. Drugič, predlagamo črtanje določbe, ki določa, da zavarovana oseba v primeru zdravljenja v drugi državi članici Evropske unije ni upravičena do povračila stroškov spremstva in potnih stroškov. Še posebej zato, ker ne priznava stroškov za sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti vključno 5 let. Nedopustno nasprotje z Evropsko konvencijo in konvencijo o otrokovih pravicah je, da se poskuša varčevati na račun bolnih otrok s tem, da bi si stroške za spremstvo otroka na zdravljenje v tujino morali plačati zavarovanci sami, torej starši v tistih primerih, kadar ni možno zdravljenje v naši državi, zgolj zaradi dejstva, da se zdravijo v tujini. Tretjič. Predlagamo črtanje določbe, po kateri se plačuje osnova za plačilo prispevka za tiste, ki si prispevke plačujejo sami. Sem spadajo tudi študenti po 26. letu starosti, ki se šolajo, in brezposelni, ki niso zavarovani po drugem naslovu. Ti bi plačevali za kar 124% večji prispevek. Torej,
31,81 evrov namesto sedanjih 14,17 evrov. In vlada, ta ista vlada, ki si je za prioriteto postavila mlade, tako želi na račun študentov in mladih brezposelnih zdravstveno blagajno pridobiti okrog 13 milijonov evrov. Četrtič, predlagamo črtanje določbe, ki določa zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju, vključno z diagnozo, ter zbiranje podatkov o začasni zadržanosti iz dela. Pripričani smo, da gre za poseganje v človekove pravice, saj sta zdravstveno stanje in diagnoza občutljiva osebna podatka, ki morata ostati predmet zaupnosti in do katerih imata lahko dostop zgolj zdravnik in bolnik. Pripričani smo, da predlagani način ureditve v zakonu ni edini možen način za ureditev razmer v zdravstvu, za izvajanje nadzora porabe sredstev in ureditev obvladovanja stroškov. Petič, predlagamo črtanje 2 členov, ki omogočata, da se rezerve iz polovice pozitivnega izida dopolnilnih zavarovanj, ki so se izkazovale kot posebna postavka rezerv iz dobička, prenesejo na kapitalske rezerve. V času, ko primanjkuje sredstev v zdravstveni blagajni, ko se s tem predlogom zakona dodatno obremenjujejo zavarovanci s povečanjem prispevkov brez povečanja pravic, je nedopustno, da se cirka 20 milijonov evrov nabranih sredstev na posebnih računih namesto, na primer za skrajšanje čakalnih vrst, torej za zavarovance, namenjajo za morebitno delitev dobičkov. Vrsto let se je država branila pred očitki Evropske komisije z obljubami o sistemsko spremenjenem načinu pobiranja prispevkov, zato je nedopustno, da se mesto uvedbe novega, bolj učinkovitega pobiranja prispevkov ravno v času največje krize namenjajo namenska sredstva za deljanje dobičkov kot pa za potrebe pacientov. In šestič, predlagamo določbo, s katero se dopusti možnost, da se morebitna razlika stroškov zdravljenja v tujini, ki bi bili višji, kot jih krije obvezno zavarovanje, pokrijejo tudi iz dodatnega zavarovanja. Saj takšna rešitev bolj pravična in v skladu z direktivo 2011/24 EU, kar zagotavlja enako za vse paciente, ne glede na to, kje se zdravijo. Namesto, da bi minister oziroma vlada končno prinesli sistemsko ureditev zavarovanja in nov sistemski zakon v parlamentarni postopek z rešitvami, ki bi stabilizirale zdravstveno blagajno, ohranile pravice pacientov in zagotovile učinkovito in kakovostno zdravstvo, se s pretvezo nujnosti implementacije direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu in zaradi domnevnih pritiskov Komisije Evropske unije glede svobode kapitala zavarovalnic hiti z rokohitrskimi rešitvami in povečanje prispevkov brez povečanja pravic za kategorije zavarovancev, ki prispevke že plačujejo. Po našem bi bistveno več sredstev pridobili z drugimi nujnimi ukrepi, s katerimi pa se odlaša že vrsto let, kot so sistemske spremembe zavarovanja, določitev košarice pravic, učinkovitejša zdravstvena mreža, obvladovanje stroškov, odprava korupcije in nepravilnosti pri javnih naročilih. Hvala. Hvala lepa. Ste pa na vrsti vi za vaše vprašanja. Izvolite.